Spoštovane svetnice in svetniki, dovolite, da pričnem 29. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota. Na sejo so vabljeni predstavnik družbe ZEU načrtovanje inženiring DO k 3. točki, Valentina Pajk Koblar Kaliopa informacijske rešitve DO k 4. točki. Na podlagi 15. člena statuta Mestne občine Murska Sobota šteje Mestni svet 26 članov. Mestni svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Člane Mestnega sveta prosim, da zaradi ugotovitve prisotnosti na začetku seje svojo prisotnost prijavijo z glasovalno napravo. Ugotavljamo navzočnost. Na seji je prisotnih 22 svetnic in svetnikov. Ugotavljam, da je Mestni svet sklepčen. Odsotnost je opravičil svetnik Boštjan Berlak. Za 29. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota je bil sklicem seje predlagan naslednji dnevni red. Po točko 1 ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda. Po točko 2 potrditev zapisnika 28. redne seje Mestnega sveta. Po točko 3 predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico jezera v Rakičanu, druga obravnava. Po točko 4 predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota, predvideno združitev prve in druge obravnave. Po točko 5 predlog sklepa o podaji soglasja k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečano obsega dela direktorici javnega zavoda MIK Murska Sobota. Po točko 6 predlog sklepa o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice z področja kulture. Pod 7a izvolitev predstavnikov Mestne občine Murska Sobota v volilno telo za volitve članov Državnega sveta Republike Slovenije in pod 7b določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije. Pod 8 predlogi in pobude članov Mestnega sveta in pod 9 predlogi in pobude podžupana v začasno upravljajo funkcije župana. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Izvolite, gospod Slovic. Gospod Petrijan. Dober dan vsem prisotnim, lep pozdrav tudi vsem našim občankam in občanom. Jaz sem na prejšnji seji predlagal, da bi se na današnjo sejo, ki je pač zadnja, uvrstila informacija o tem, kako smo v mestni občini pripravljeni na kurilno sezono, v posledici seveda krize energetske, ki pesti celo Evropo ali pa še širše, in tudi o programu ukrepov za varčevanje z električno energijo, in seveda tudi v tem, kaj v primeru kakšnih posebnih razmer. In to z namenom, da se preko tega potem informirajo o tem tudi občani. Tam neki odgovor pisni je, ampak ni treba meni odgovarjati. Jaz sem to predlagal zato, da bi preko tega potem prišli do ustrezne informacije naše občanke in občani. Drugo zadevo, ki sem jo predlagal, je bila ta, da smo na podlagi dogovora, ko smo prvič obravnavali revizijsko poročilo o poslovanju CEROP-a strani Računskega sodišča, sprejeli dogovor, da bomo obravnavali tudi poročilo po odpravljalnih ukrepih. Istočasno sem pa poudaril, da seveda bi preko te razprave potem dobili informacijo tudi občani, kaj je bilo odpravljeno, kaj še ni, kaj še bo, kako bo in tako naprej, ker je interes občanov, če govorite z njimi, vsaj jaz imam takšno izkušnjo, precej velik, ker se v medijih seveda ponovno še te zadeve pojavljajo, tudi s strani tožilstva evropskega je bilo nekaj narejeno, pa zadnjič potem spet v Vestniku in tako naprej. Zdaj eno in drugo ni uvrščeno na ta dnevni red. Zdaj, če je predlagatelj dnevnega reda ocenil, da občane ni treba informirati o teh zadevah, bodo o tem
sodili občani sami. V mestnem svetu v tem mandatu je že kar postala praksa, da se ignorira posamezne svetnike ali pa kompletni mestni svet, v tem primeru pa celo moram reči, da se ignorirajo občani. In zaradi tega jaz seveda za ta dnevni red, takšen kot je, glasoval ne bom. Hvala lepa. Hvala, gospod Petrijan. Hvala lepa, predsedujoči, za dano besedo. Spoštovane svetnice in svetniki, spoštovani sodelavci, bivši z občinske uprave, vsi ostali prisotni, ker menim, da je v postopkovnem postopku prišlo do napake, in sicer v zvezi z točko 5, predlog sklepa o podaji soglasja k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanja obsega direktorice MIK, bi prosil za 5-minutni odmor, kjer bi se s strokovnimi službami in vodje svetniških skupin dogovorili, kako v tej točki naprej. Hvala lepa. Hvala. Še kdo želi razpravljati o dnevnem redu? Ne. Potem zaključujem razpravo in ob 13:07 odrejam 5-minutni odmor do 13:12 glede predloga gospoda Petrijana za posvetovanje. Zato prosim, da se predstavniki svetniških skupin zberemo tukaj, pa se dogovorimo glede predloga gospoda Petrijana. Nadaljujemo ob 13:12 z sejo. Zaradi poslovnika prosim, da zopet priglasite svojo prisotnost, se pravi in ugotavljanje sklepčnosti. Prosim, da se prijavite, da vidimo, koliko svetnic in svetnikov je prisotnih. Prisotnih je 21 svetnic in svetnikov, ugotavljam, da je seja sklepčna in nadaljujemo za sejo. Zdaj mogoče najprej samo odgovor gospodu Slavico. Kar se tiče CEROP-a, je direktorica pripravila vso gradivo in ga poslala tudi v odgovorih, tam so vse povezave navedene. Kar se pa tiče ukrepov energetske krize, je pa tudi strani vlade bilo dano navodilo, da se naj počaka za ukrepi, da bo vlada sprejela vse varčevalne ukrepe in da bo to usklajevano z vsemi ostalimi deležniki. In zdaj predhodno, dokler niso znani, kakšni bodo ukrepe, je to pravzaprav nemogoče potem pripravljati gradivo. Kar se tiče predloga gospoda Petrijana, po posvetu z predstavniki svetniških skupin, umikam brez razprave točko 5 in vse ostale točke potem preštevilčijo ustrezno. Tako, zato dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Mestni svet sprejme dnevni red 29. redne seje mestnega sveta brez 5. točke dnevnega reda, ostale točke se ustrezno preštevilčijo. Umik smo že glasovali o umiku? Ne, jaz sem umaknil na podlagi 29. člena poslovnika, lahko župan umakne točko dnevnega reda brez razprave. Sem pojasnil, da smo na podlagi posvetovanja s predstavniki svetniških skupin, da sem se odločil, da umaknem zaradi razjasnitve vseh postopkov, ker bi bila narejena škoda, če bi sprejeli napačen sklep. Tako da umikam 5. točko in še enkrat dajem na glasovanje. Predlog sklepa: mestni svet sprejme dnevni red 29. redne seje mestnega sveta brez 5. točke dnevnega reda, ostale točke se ustrezno preštevilčijo. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 23 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka.
Za sprejem dnevnega reda je glasovalo 21 svetnic in svetnikov, nihče proti. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. Gremo na naslednjo točko dnevnega reda, to je točka 2, potrditev zapisnika 28. redne seje mestnega sveta. Pregled realizacije sklepov bo podala Melita Matis iz Sekretarijata za splošne zadeve. Izvolite. Spoštovani, 28. redna seja mestnega sveta je potekala 27. septembra 2022. Po ugotovitvi sklepčnosti je mestni svet razpravljal o dnevnem redu 28. redne seje mestnega sveta, kjer je bil na predlog svetnika v skladu z 29. členom poslovnika podan umik 3. točke dnevnega reda, predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, druga ponovljena obravnava. Umik predlagane točke je bil sprejet. V nadaljevanju je mestni svet sprejel dnevni red 28. redne seje z umikom 3. točke, ostale točke so se ustrezno preštevilčile. Po točko 2 dnevnega reda je mestni svet potrdil zapisnik 27. redne seje mestnega sveta in zapisnika 12. in 13. dopisne seje. Po točko 3 in 4 dnevnega reda je mestni svet sprejel predlog odloka o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. v drugi obravnavi in sklep o podaji soglasja k sprejemu letnega poročila Komunala javno podjetje d.o.o. za leto 2021. Po točko 5 dnevnega reda je mestni svet sprejel predlog pravil za izrabo časopisnega prostora v javnem glasilu Soboške novine za predstavitev kandidatov in kandidatnih list političnih strank in drugih predlagateljev ter njihovih programov za lokalne volitve 2022. Pravila so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 125/2022 z dne 30. septembra 2022. Pod točko 6 in 7 dnevnega reda je mestni svet sprejel sklep o podaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Ris Dvorec Rakičan in sklep o podaji soglasja k zadolžitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota. Pod točko 8 dnevnega reda je mestni svet sprejel sklep o brezplačni odsvojitvi nepremičnega premoženja. Pod točko 9 dnevnega reda predlogi in pobude članov mestnega sveta ste predloge, pobude in vprašanja podali mestni svetniki. Nekaj odgovorov vam je na seji podala direktorica mestne uprave. Pisni odgovori so vam bili posredovani po elektronski pošti dne 7. oktobra 2022 in bodo objavljeni v oktobrski številki javnega glasila Soboške novine. Po točko 10 predlogi in pobude podžupana v začasnem upravljanju funkcije župana. Pri tej točki vas je podžupan seznanil, da bo v mesecu oktobru še ena seja mestnega sveta in ta seja poteka danes. Hvala. Hvala za podane pregled realizacije sklepov. Odpiram razpravo o zapisniku. Ne vidim prijavljenih, zato zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Zapisnik 28. redne seje mestnega sveta se potrdi. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 22 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za predlagane sklep je glasovalo 21 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo k 3. točki dnevnega reda, to je predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico jezera v Rakičanu, druga obravnava. Gradivo je bilo svetnikom posredovano s sklicem seje, obrazložitev bo podala Bernard Karajan, višja svetovalka za prostor in okolje. Za dodatne obrazložitve je na seji prisoten tudi predstavnik družbe ZODO. Spoštovani svetniki, spoštovane svetnice, lepo pozdravljeni. V drugo obravnavo torej dajemo predlog odloka o OPPN za gramoznico jezera v Rakičanu.
Predmetni odlok je mestni svet obravnaval na 21. redni seji v novembru 2021 in ga v prvi obravnavi sprejel ob smiselnem upoštevanju podanih pripomb in predlogov. Na seji so bili takrat potrjena tudi stališča do podanih pripomb iz javne razganitve. Predmetni OPPN se je začel pripravljati že 2016 na pobudo investitorja GPI Peter Bico, nato pa je bil nekaj časa v mirovanju, kasneje v 2019 pa je na pobudo novega investitorja Pongrada občina nadaljevala s postopkom priprave. OPPN se je začel pripravljati v času, ko je veljal še zakon o prostorskem načrtovanju, zato se postopek vodi po stari prostorski zakonodaji. Tako so tudi faze priprave malenkost drugačne, kot pa smo jih vajeni iz sprejemanja zadnjih OPPN-jev. Pripombe, ki so bile podane v razpravi na prvi obravnavi, so se nanašale predvsem na določila odloka, ki določajo pogoje glede namembnosti območja po končanem izkoriščanju gramoza, pogoje glede sanacije in oblikovanja brežin ter pa pogoje glede faznosti izkoriščanja gramoza. Predlog odloka smo dopolnili ob smiselnem upoštevanju podanih pripomb ter tako usklajen predlog poslali pridobitev mnenj vsem pristojnim nosilcem urejanja prostora. Predlog odloka je bil sicer uvrščen že na dnevni red junijske seje mestnega sveta, vendar smo tik pred zdajci prejeli negativno mnenje strani pristojnega nosilca urejanja prostora za področje rudarstva. Zato je bila takrat točka umaknjena iz dnevnega reda. Razlog za izdajo negativnega mnenja strani rudarstva je bila ne dovolj natančno in jasno opredeljena faznost izkoriščanja gramoza v povezavi z OPN opredeljeno namensko rabo prostora. V vmesnem času smo predlog odloka ustrezno dopolnili in tako 5. septembra strani pristojnega ministrstva za infrastrukturo za področje rudarstva prejeli pozitivno mnenje. V gradivu, ki vam je bilo posredovano z vabilom na sejo, so vse spremembe, ki so se vnesle v odlok v času od prve obravnave, označene z rdečo barvo. Zato na tem mestu omenim samo pomembnejše vsebinske spremembe. V besedilu odloka in v grafičnem delu se je jasneje opredelilo, da se severni del območja nameni vodnim športom, osrednji del ribištvu, južni del pa območju za drstenje rib, kjer se ob robovih tudi ohranja obstoječa vegetacija, naklon brežin pa je v tem južnem delu manjši. V vmesnem obdobju so se na območju izvajale predhodne arheološke raziskave, na podlagi katerih je bilo v register kulturne dediščine vnešeno arheološko najdišče jezera in posledično so bili v odlok dodani tudi kulturovarstveni pogoji. Na podlagi zahtev Zavoda za varstvo narave so se nekoliko dopolnili pogoji glede vzpostavitve nadomestnih vodnih in pa gozdnih površin, ter pa določila glede etapnosti izvajanja so se dopolnile tako, da je izkop gramoza v prvi fazi možen le na območjih, kjer je namenska raba v OPN ustrezno opredeljena. To je na območjih LN, torej površine nadzemnega pridobivalnega prostora, ter PC površine cest. V preostalem delu pa bo izkoriščanje možno šele, ko bo tudi ustrezno opredeljena namenska raba v občinskem prostorskem načrtu. V postopku priprave prostorskega akta so bile torej izvedene vse zakonsko predpisane faze. V predlogu odloka so tudi smiselno upoštevane pripombe in pa predlogi iz razprave iz prve obravnave. K predlogu odloka so tudi pridobljena vsa potrebna pozitivna mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora. Zato mestnemu svetu predlagamo, da predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico jezera v Rakičanu v drugi obravnavi sprejme v predloženi obliki in vsebini. Hvala lepa. Hvala, gospa Rajan, za podane obrazložitve. Stališče odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo bo podal Matjaž Durič, predsednik odbora. Hvala, predsedujoči. Lep pozdrav vsem v dvorani. Odbor za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo je na svoji 27. seji dne 11.10. sprejel z 5 glasovi za in nobenim proti
naslednji predlog sklepa. In sicer mestnemu svetu predlagamo, da sprejme predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico jezera v Rakičanu v drugi obravnavi. Hvala za podano stališče odbora. Sledijo stališča svetniških skupin. Ne vidim prijavljenih in zaključujem obravnavo. Odpiram razpravo. Izvolite, gospod Šadl. Lep pozdrav vsem prisotnim. Jaz sem se pri tej vsebini že v prvi obravnavi aktivno vključil v razpravo in podal nekaj svojih videnj in pripomb na vsebino. Iz materijala, ki je danes pred nami, pa je razvidno, da so več ali manj te pripombe bili tudi upoštevane. Šlo je predvsem za tisto pripombo oziroma opozorilo strani ribiške družine za ta varstvena območja in za ureditev brežin, kjer morajo biti ti nakloni definirani. Zdaj jaz mislim, da je v tej vsebini to dovolj dobro zajeto. Podrobneje bo verjetno o tem še govoril tudi sam načrt in pa dovoljenje, ki bo v zvezi s tem izdano, kjer bo mogoče še treba kaj natančneje opredeliti. Sem pa na prvi razpravi že opozoril, ampak izgleda, da ne dovolj jasno, sicer sem pozneje strokovnim službam to še posebej, na to posebej opozoril, je pa moteče tisto, kar zasledimo v 19. točki oziroma 19. členu tega akta, kjer govorimo o prometni urejenosti. In takrat, če se dobro spomnim, sem opozoril strokovne službe, pa sigurno opozoril na priključek te servisne ceste, če temu tako rečemo, kjer naj bi se ta gramoz transportiral do separacije na Bakovski. Gre za to cesto, če pogledate to grafično prilogo 2, to je ta, boste videli, da ta vozna cesta oziroma ta cesta, ki naj bi služila transportu tega gramoza iz te lokacije, praktično poteka ob južni strani avtoceste in se tam pri farmi potem naveže na občinsko cesto, ki vodi proti letališču. In ta priključek, ki ga vidite tu z pikčasto črto označen, se navezuje na to občinsko cesto v podnožju nadvoza, ki pelje preko avtoceste. Sedaj je ta cesta v uporabi zelo redko, to bo gospod Durič znal povedati bolj natančno, ker je tam stalno prisoten, se uporablja zelo redko in ni problematična. Ko se bo pa tu eksploatiral gramoz, pa računajmo, da bo to stalen transport z kamioni, ki bojo vozili, ne vem, 10, 15, 20 kubikov gramoza, pa še kamion zraven je 40-50 ton teže. In se bojim, da bo ta priključitev, ki teče sporedno zdaj z tem nadvozom, kamiona praktično ne bomo videli in se tako na vznožju tega nadvoza oziroma v podnožju, če se peljemo dol, priključi direktno pravokotno na to občinsko cesto. Moj predlog je bil že takrat, da se ta trasa podaljša za, ne vem, cirka 100 metrov in se z pravokotnim križiščem uredi direktno prečkanje na tisto pot, ki bo potem vodila naprej ob južni strani avtoceste proti Bakovski in potem na Bakovsko cesto. Ker se bojim, da bo to črna točka in da bomo imeli tu najmanj, kar se bo zgodilo, prometne nesreče, ne bi pa rad razmišljal še kaj naprej. To je pač moja sugestija še, kar zadeva pa ostalih stvari, kar sem že govoril na brežine, pa to upam, da bo to urejeno in me to toliko ne skrbi, skrbi me bolj tisti zadnji del, kjer se bo to izvajalo, ker neljuba izkušnja, ki jo imamo na Kamešnici, je pokazala, da je na Kamešnici odpovedal in projektant, in izvajalec, in nadzor, in občina. In kljub opozorilom, ta zadeva ni urejena, kot bi morala biti, tudi tam je bil akt korektno pripravljen, nakloni definirani, to ni bilo izvedeno, izvedeni so klifi, imeli smo nesrečo, imeli smo žrtve, imeli smo pa tudi lepe fotografije, na katerih so se slikali eni, ki so zaslužni za to, da je situacija takšna. Hvala. Še razprava?
Če ne, zaključujem razpravo. Želi kdo iz občinske uprave še pojasniti mogoče to izvedbo, kar je govoril gospod Šadel? Ker tu ni zdaj predlog spremembe sklepa, ampak same izvedbe ceste, ne, tako da sam odlok se to ne posega, je pa predlog izvedbe ceste, da bi bolj logično bilo, če se ta izvoz pomakne naprej, ne pa pod sam nadvoz. Če smem samo, mi smo ta problem zaznali, pa smo se tudi potem z načrtovalcem oziroma izdelovalcem pogovarjali, kako ta problem zdaj z OPPN-jem nekako bolje rešiti. Kar smo pač v 11. člen smo zapisali, da je zagotavljanje varnosti udeležencev cestnega prometa to transportno pot potrebno ustrezno in s predpisano prometno signalizacijo urediti, zato da se zagotovi maksimalna varnost udeležencev. Za samim OPPN-jem pa povsem nove terase po kmetijskih zemljiščih ne moremo risati, zaradi tega, ker je zato pač potrebno imeti stavbna zemljišča novih cest, po kmetijskih zemljiščih ne gre načrtovati, zato je pač bil potem tak zaključek, da pač v OPPN vsaj opozorimo s tem, da nekaj dodamo v 11. člen, potem, ko se bo dejansko začelo izvajati oziroma ko se bodo pridobila dovoljenja, pa je seveda tudi pač možnost, ko se tako kako drugače ta transportna pot reši, mogoče bolj varno kot na ta način. Dobro, hvala za pojasnilo. Mogoče bi bilo dobro izključiti svet za varnost in preventivo v cestnem prometu, pa naj še oni svoje povedo. Saj pravim, zdaj v samo besedilo odloka ne posegamo, je pa ta pripomba smiselna in naj gre tudi v zapisnik, da se potem mogoče vključi tudi v reševanje same izvedbe te ceste, tudi svet za preventivno varnost v cestnem prometu. Dobro, potem dajem na glasovanje. Prosim? Razpravo sem sicer zaključil, ampak izvolite. Saj sem prej vprašal, če še ima kdo. Sicer pa imam samo eno zelo enostavno pitanje. Napravljena kakšna analiza hidrološka, hidravlična, zakaj, ko se pričakuje zmanjšanje podtalnice v to območje oziroma na vplivno območje? Samo to me zanima. Pridite za odgovor pred govornico. Investitor je izdelal tako, pač je treba strokovno podlago, rudarski projekt, zdaj točno detajl, ali tudi ta aspekt je upoštevan, pa vam na tem mestu ne morem podati. Žal. Dobro, mogoče ZEU-ja, vi to pojasnite. Izvolite. Pozdravljeni. Sicer za to gramoznico nimam podatka, bil je pa to delano v primerjavi oziroma dosta večji gramoznici v Dobrovniku. Tam pa s tem, da izkopajo, je pač bilo dokazano oziroma, da se s tem ne spušča nivo podtalnice. Z gramoznico, s kopom, sami. To pričakujete v tom primeru? Ja, seveda. Svetanje je ne vem kolikokrat večja gramoznica. Dobro, hvala za pojasnilo. Še kdo, čeprav smo zaključili, da ne bomo zdaj tako napal, še kdo želi razpravljati? Ne, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico jezera v Rakičanu v drugi obravnavi. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 22 svetnik in svetnikov, glasovanje poteka. Za predlog sklepa je glasovalo 20 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo k 4. točki dnevnega reda, to je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota, predvideno združitev prve in druge obravnave.
Gradivo je bilo svetnikom posredovano s sklicem seje, obrazložitev bo podal Bogomir Rola, svetovalec za komunalno dejavnost. Za dodatne obrazložitve je na seji prisotna tudi Valentina Pajk-Koblar, Kaliopa informacijske rešitve DO. Izvolite. Spoštovane, z gradivom za sejo mestnega sveta ste prejeli dokaj obsežnejšo obrazložitev k predlogu sprememb in dopolnitev kategorizacije, zato bom v nadaljevanju podal le bistvene poudarke o pregledu stanja, predlaganih rešitvah in posledicah sprejetja predloga odloka. Pravna podlaga je podana v Zakonu o cestah, v uredbi o merilih za kategorizacijo javnih cest ter statutu mestne občine. V skladu z navedenimi predpisi spremljajo država in lokalne skupnosti oziroma občine kategorizacijo javnih cest, in sicer država za državne ceste, občine pa za občinske ceste na svojem območju. Vsi pa morajo zato pridobiti pozitivno mnenje Direkcije za infrastrukturo Republike Slovenije. Predvsem z namenom, da so cestne mreže občin ter države in občin medsebojno usklajene. Spremembe in dopolnitve kategorizacije se sprejemajo po enakem postopku kot kategorizacija sama. Nekaj besed glede stanja, pregleda stanja. V mestni občini Murska Sobota obstoječo kategorizacijo ureja odlok z leta 2016, po katerem je bilo skupno kategoriziranih dobrih 146 km občinskih cest, 63,5 približno lokalnih, 83,10 km pa javnih poti, vključno z javnimi potmi za kolesarje. V obrazložitvi imate tudi navedene podkategorije lokalnih cest v mestu in pa naseljih mestnega značaja z uvedenim uličnim sistemom. Od uveljavitve odloka do zdaj je minilo dobrih 6 let, so se pa seveda v tem času pojavile nekatere potrebe za spremembe in dopolnitve kategorizacije, in sicer zaradi že izvedenih sprememb na državni cestni mreži. Tu naj omenim predvsem izgradnjo dela obvoznice od križišča Stomšičevo do Panonske, ki je prerezala nekatere naše občinske ceste. Ravno tako je pa posledica tega tudi prekategorizacija bivše državne odgaja Tišinske Cankarjeve do krožišča z industrijsko, ki je bila državna in se zdaj predlaga v občinsko glavno lokalko. Potem so dopolnitve potrebne zaradi že izvedenih sprememb in dograditev cest tudi na našem cestnem omrežju. Določene ceste smo zgradili v tem času na novo, tudi nekatera krožišča, in pa tudi zaradi odpravljanja določenih neskladij glede dolžin posameznih odsekov cest, katere so bile natančno ugotovljene ob digitalizaciji občinskih cest. Nekaj glede predlaganih rešitev. Spremembe in dopolnitve sta pripravila mestna uprava in naš zunanji izvajalec Kaliopa DO iz Ljubljane, ki je bila izbrana za ta dela. Spremembe so pripravljene kot čistopis, pri čemer so vsi podatki, ki se po obstoječem odloku ne spreminjajo, zapisani z črnim tiskom. Vse vsebinske spremembe, to so novi odseki, sprememba začetka, konca odseka, spremembe dolžine odsekov, krajšanja, daljšanja, so zapisane z rdečim tiskom. Vsa ostala upravljanja neskladi glede preštevilčja in takih formalnih stvari pa so zapisana z modrim tiskom. Vse spremembe in dopolnitve so pripravljene v skladu z merili uredbe o razvrščanju javnih cest v kategorije, navodilom občinam za pripravo kategorizacije, pol obstoječo kategorizacijo državnih cest in kategorizacijo sosednjih občin ter z upoštevanjem pogoja, da se na novo
kategorizirani odseki ali podaljšanja obstoječih nanašajo izključno na javne ceste, ki potekajo po zemljiščih, ki so v lasti mestne občine. K vsaki spremembi in dopolnitvi kategorizacije je namreč potrebno DRSI-ju predložiti izjavo, s katero občina nedvomno potrdi, da vsi predlagani odseki potekajo po zemljiščih, katerih lastnica je. To je bil tudi izključni razlog, da določenih odsekov ni bilo mogoče kategorizirati in jih bo mogoče šele, ko bodo ta zemljišča prenešena na občino. Z ozirom na vse navedeno se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami vključuje v kategorizacijo občinskih cest v mestni občini Murska Sobota že omenjen odsek bivše državne ceste R3 740 od krožišča Gaj do Industrijske, novi odseki javnih poti v Južni ulici, to sta 2 stranska kraka, novo zgrajeni odseki v Sojco, nova javna pot v Veščici mimo otroškega igrišča, v Kupšincih mimo stare šole, v Rakičanu mimo tega novega, oziroma zdaj že nekaj let starega parkirišča P+R. Prav tako so bile novo zgrajene ceste na območju Expana, tako do samega objekta Expana, kot tudi med objektom Expanom pa tja do Motorik parka in pa en stranski krak Murske ulice v naselju Krog. Nekaj je tudi prekategorizacij glede na kategorizacijo z 2016 in sicer ena lokalka Vučja vas reka Mura, del naše občine je še namreč na drugi strani Mure, je zdaj iz lokalke prekategorizirana v javno pot, ker se je ugotovilo v sedanjem postopku, da ne izpolnjuje pogojev za lokalko, in pa prekategorizirani sta bivši javni poti za traktorje Rakičan-Beltinci oziroma Beltinci-Rakičan v javne poti za kolesarje, kar je tudi skladno s kategorizacijo sosednje občine Beltince. Izvzeti sta 2 javni poti z dosedanje kategorizacije, in sicer Trubarjev-Drevored tu v neposredni bližini in pa en stranski krak Noršinske. To pa zato, ker se ta del Trubarjeva-Drevoreda več ne uporablja za javni promet, je peš cona. Tisti odsek na Noršinski pa se tudi ne uporablja več za javni promet, ker je bil prenešen na subjekt zasebnega prava. Po vseh teh spremembah in dopolnitvah bo v mestni občini skupno kategoriziranih 153 km pa 138 metrov občinskih cest oziroma približno oziroma točno 1656 metrov več bo lokalk in pa 4840 metrov več bo javnih poti. Največ seveda gre na račun glavnih mestnih ulic, na račun te nove ceste od Gaja do krožišča z Industrijsko. Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev je priprava vsestransko usklajene in na dejanskem stanju utemeljene kategorizacije cestne mreže na območju naše občine. K tem spremembam in dopolnitvam smo pridobili pozitivno mnenje direkcije z dne 2. septembra letošnjega leta. Spremembe in dopolnitve odloka ne bodo imele nekih posebnih posledic za občane, vsekakor pa ne neposrednih. Znano pa je, da je dolžina cest v občini tudi eno izmed meril za zagotavljanje sredstev občinam strani države. Zaradi predlaganih sprememb in dopolnitev kategorizacije se višina sredstev, ki jih bo zato tudi v bodoče zagotavljala država, ne bo bistveno spremenila oziroma se bo le za cirka 4,4% povišala, toliko pa se bojo seveda povišali tudi stroški vzdrževanja. Bo pa se občanom in poslovnim subjektom z novo kategoriziranimi cestnimi odseki nedvomno povišal nivo uslug v smislu zagotavljanja dostopnosti in samega nivoja vzdrževanja cest,
ki se bodo vse vzdrževale kot javne ceste v odvisnosti od njene kategorije. Mestnemu svetu Mestne občine Murska Sobota se predlaga, da sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v mestni občini v prvi obravnavi oziroma po sprejetju v prvi obravnavi še v drugi, kot je bilo predlagano že samim vabilom za sklic seje. Medtem so prišli kolegi tudi iz Kaljope, pa vam bo gospa Valentina na kratko še grafično pokazala te stvari. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Torej, zdaj jaz vam bom s pomočjo kart prikazala še te večje spremembe na grafiki, zato da si boste lažje predstavljali, kaj vse smo vključili. Na začetku bom opisala nekaj novih kategorizacij. Prva je kategorizacija nove kolesarske poti, ki se začne na kolesarskem odseku že obstoječem številko 976941, ki pa v bistvu povezuje Ekspano in parkirišče pri motoričnem parku. Njen namen je uporabe izključno za pešce in kolesarje, na karti je pa prikazana z rumeno barvo. Kot je že povedal gospod Rola, je leta 2020 bil sprejet sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste in s katerim je del državne ceste 740 se prenesel med občinske v Mestni občini Murska Sobota. Zato se ta odsek kategorizira kot glavna mestna ulica številko 269331 na relaciji od Gaja do krožišča, na delu od krožišča do Panonske ulice pa z odsekom številka 2. Kategorizirata se tudi dva nova kraka v Južni ulici v Murski Soboti. Odseka predstavljata predvsem dostop do več stanovanjskih hiš in sta na karti predstavljena z rumeno barvo. Kategorizira se tudi 5 novih odsekov ceste 77031 v severno-obrtni industrijski coni. Ta se je razširila in urejene so bile ceste, ki služijo za dostop do poslovnih objektov. Kategorizira se tudi nova javna pot za dostop do Ekspana iz lokalne ceste, ki se zaključi v manjšem krožišču. Razlog za to novo kategorizacijo je pa v spremembah na tem območju, bomo pa nekaj o tem rekli še malo kasneje. Tukaj je pa zdaj tudi nova kategorizacija javne poti Beltinci-Rakinčan, ki se v bistvu samo prekategorizira iz javne poti za kolesarje, iz javne poti v javno pot za kolesarje, da se uskladi s kategorizacijo poti v sosednji občini Beltinci. Kategorizira se nova javna pot v Veščici, ki prevzame že obstoječo številko, ki smo jo s prejšnjo prekategorizacijo ukinili. Odsek predstavlja dostop do več stanovanjskih hiš. Podobno kot že prej omenjeni primer javne poti Beltinci-Rakičan, se tudi na drugi strani državne ceste javna pot prekategorizira v dva odseka javne poti za kolesarje, ki sta usklajena s kategorizacijo poti v sosednji občini Beltinci. Kategorizira se nova javna pot, postaja splošna bolnišnica Murska Sobota, ki prevzame že obstoječo številko odseka. Pot se kategorizira za potrebe novega avtobusnega postajališča ob parkirišču Park and Ride, ki je locirano na območju splošne bolnišnice Murska Sobota. Tudi ta odsek je nova kategorizacija v naselju Krog z začetkom na Murski ulici za potrebe dostopa do stanovanjskih hiš in parcel, kjer je predvidena stanovanjska namenska raba. Sedaj bomo pa pogledali nekaj sprememb pri kategorizaciji obstoječih kategoriziranih cest.
Kot je že povedal gospod Urola, je zaradi izgradnje južne obvoznice in krožišča na njej, ki seka Bakovsko cesto, bilo potrebno prilagoditi potek lokalne ceste in ob tej lokalni cesti potekajoče javne poti za kolesarje Bakovci Murska Sobota. Na prvi sliki je videno staro stanje, na drugi pa popravljeno. V bistvu smo lokalno cesto Bakovci Murska Sobota razdelili na 2 odseka z različnima številkama. Javno pot za kolesarje smo ji pa samo spremenili potek, da lepo poteka po infrastrukturi. Ponovno zaradi izgradnje južne obvoznice je bilo potrebno prilagoditi tudi zaključni del javne poti, ki je potekala po ulici Ivana Regenta do Mol bencinske črpalke. Krak obvoznice jo je namreč prerezal in zato je bila izvedena prilagoditev, tako da se sedaj zaključi severneje na novem odseku lokalne ceste, o katerem smo govorili prej. Zaradi sprememb na državnem omrežju je prišlo do spremembe tudi v poteku lokalne krajevne ceste Poljska ulica Plese v Murski Soboti in javne poti na ulici Plese. Staro stanje je prikazano tukaj, torej lokalna krajevna z roza barvo in javna pot zeleno. Lokalna krajevna se je začela in zaključila na državni cesti. Vendar takšen zaključek cest v naravi več ne obstaja, ker je križišče na Poljski ulici z državno cesto ukinjeno. V gradnji je še severni krak krožišča na državni cesti, ki pa trenutno še ni kategoriziran, ker še ni zaključen. Del lokalne krajevne, ki je potekala po Poljski ulici, smo prekategorizirali v krak javne poti. Preostali del lokalne krajevne pa smo z njo povezali. Sedaj poteka tudi po ozemlju, ki bo sčasoma postalo del severnega kraka obvoznice. Takšen je bil dogovor z DRSI-jem, ker smo morali povezati javno pot in lokalno krajevno cesto, da ne obvisita v zraku. Ko pa bo država zaključila z gradnjo obvoznice, se bo pa seveda potek prilagodil. Lokalna cesta, ki povezuje reko Muro z Vučjo vasjo v občini Križevci, smo prekategorizirali v javno pot, ker ne dosega meril za kategorizacijo kot lokalna cesta. Zaradi nove kategorizacije je bilo potrebno zamenjati usmeritev, ker pa se sedaj odsek začne v občini Križevci, mu je bilo potrebno pripisati njihovo številko odseka, in s tem odlokom se torej ta odsek kategorizira kot javna pot s številko iz občine Križevci in smo tudi podpisali z njimi dogovor, da bodo to upoštevali pri njihovi naslednji kategorizaciji. V Polani se je zaradi na javni poti, ki omogoča dostop do pokopališča Murska Sobota po Mali Novi ulici in Vegovi ulici, je bilo potrebno urediti začetni stik z državno cesto in podaljšali smo jo do konca asfaltiranega dela dostopa na pokopališče. Javna pot na Bakovski ulici ob trgovini Lesnina se zaključi z manjšim krožiščem, zato smo skladno s tem uredili potek osi. V Polani se je zaradi izgradnje krožišča na odseku lokalne ceste, ki se zaključi v občini Puconci, prilagodil potek ceste dejanskemu poteku v naravi. Del, ki se nahaja do krožišča, smo preštevilčili v 269023 in v ta namen podpisali nov medobčinski dogovor z občino Puconci, ki bo v skladi s tem dogovorom spremenila svojo kategorizacijo, ker trenutno pri njih odsek s to številko že obstaja. Ampak smo se dogovorili, da bojo ob naslednji kategorizaciji to upoštevali in preštevilčili njihove odseke. Na križišču lokalne zbirne, ki poteka po Prešernovi ulici med ulico Miloša Kuzmiča in Cankarjevo cesto, ter dveh odsekov javnih poti, ki potekata po ulici Štefana Kuzmiča, je sedaj povozno krožišče. Zato smo prilagodili poteke vseh omenjenih cestnih osi.
Lokalno zbirno smo razdelili na dva dela, in sicer prvi z zaključno številko 1 poteka od ulice Miloša Kuzmiča do ulice Štefana Kuzmiča, drugi z zaključno številko 2 pa od ulice Štefana Kuzmiča do Cankarjeve ulice. Torej, prvi je z rumeno barvo, drugi je pa označen z modro barvo. Javnima potema smo pa prilagodili priključek na to lokalno zbirno cesto. Potem pa še nekaj krajšanj kategorizacij. Zaradi ureditve južnega dela Soboškega jezera je bilo potrebno urediti potek osi javne poti 77051, ki je včasih povezovala zaselek Jezero in Ekspano. Začetek ostane enak, zaključi se pa pri parkirišču motoričnega parka, saj je naprej vožnja z avtomobili prepovedana in se nadaljuje kot javna pot za kolesarje. Tisti nekdanji zadnji del smo pa že prej pogledali, da se je sedaj v bistvu kategoriziral kot nova dovozna pot do Ekspana. Začetek javne poti za kolesarje, ki poteka ob Panonski ulici, se od pokopališča v Murski Soboti do bencinskega servisa MOL skrajša, saj je že iz zračnega posnetka razvidno, da v bistvu tam kolesarska pot ne obstaja, ampak se začne šele pri bencinskem servisu. Nato pa še nekaj podaljšanj kategorizacij cest. Kolesarsko pot, ki poteka med Bakovci in se zaključi po novem pri supermarketu Tuš, saj je bilo v času od zadnje kategorizacije urejeno lastništvo parcel, pod katerimi poteka, zato smo lahko utemeljili kategorizacijo še tega dela. Odsek javne poti od Bakovske ceste se podaljša do jezera, do zaselka Jezero, ker ta odsek predstavlja najhitrejšo povezavo krajanov do zaselka Jezero do trgovskega centra Tuš, prav tako pa predstavlja dostop do Soboškega jezera, ki je razvijajoča turistična destinacija in potrebuje urejeno cestno povezavo, in s kategorizacijo tega odseka bo pa lahko občina tudi prevzela njeno urejanje. Javna pot na Koroški ulici se podaljša. Razlog je v potrebi zagotavljanja dostopa do občinskih cest za novogradnje na območju zemljišč, na območju, kjer je tudi predvidena stanovanjska namenska raba. Kolesarska pot, ki povezuje Mursko Soboto z naseljem Krog, se je začela včasih na Cankarjevi ulici. Sedaj je začetni del premaknjen na ulico Zorana Velarja. Razlog je v tem, da je v začetnem delu kolesarska steza enosmerna na vsaki strani tam potekajoče lokalne zbirne ceste in je tako njen del. Šele od ulice Zorana Velarja pa javna pot za kolesarje je dejansko samostojna. Nato pa še ukinitev dveh kategorizacij cest. Prva je javna pot ob objektu z naslovom Noršinska ulica 25. Kot je že povedal gospod Rola, ta se ukine, ker je prišlo lastništvo na subjekt zasebnega prava. In pa torej tale pot na Trgu Zmage oziroma ob Trubarjevem drevoredu, ker ta prometnica se več ne uporablja za promet. Najlepša hvala. Hvala za podane obrazložitve. Stališče odbora za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo bo podal Matjaž Durič, predsednik odbora. Ja, hvala. Torej, tudi tale predlog odloka je obravnaval odbor za urbanizem in urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo in sprejel dva sklepa, in sicer prvega s 5 glasovi za in nobenim proti, in sicer Mestnemu svetu se predlaga, da sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota v prvi obravnavi, in sklep številka 2, prav tako s 5 glasovi za in nobenim proti, da se Mestnemu svetu predlaga, da sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest
in kolesarske poti v Mestni občini Murska Sobota v drugi obravnavi. Hvala za podano stališče odbora. Sledijo stališča svetniških skupin. Ne vidim prijavljenih, zato zaključujem in odpiram razpravo. Izvolite, gospod Forjanič. Spoštovane svetnice, svetniki, dober dan. Kot član odbora sem na odboru podal še en dodaten predlog. Se opravičujem, ampak vseeno bom povedal zdaj, ker sem že tukaj. Tukaj je bilo iz grafike razvidno, da se je del cestišča, pravzaprav povezovalna pot iz Veščice proti Černelovcem označila kot pot, ampak samo v katastrski občini Veščica. Zakaj je pomembno? Pomembno, da je to včasih bila povezovalna cesta med krajevno skupnostjo Černelovci in pa Veščico in je pač po nekih postopkih to zemljišče prešlo v zasebno last in se seveda zdaj v tem območju pojavlja zelo velika težava. Namreč, kot veste, je na tem območju tudi pokopališče Černelovci in na pokopališču seveda sodi tudi Mrliška Vežica, kjer trenutno zaradi nastale situacije nima dostopa z nobenim vozilom, torej pač posmrtne ostanke se prenaša po pokopališču do Mrliške Vežice. Ne bom zdaj šel daleč nazaj, kako se je zgodba razvijala, pravzaprav vsi, kjer se ukvarjate z gradnjo oziroma z dokumentacijo, poznate, da je potrebno za izdajo gradbenega dovoljenja soglasje oziroma služnostna pravica ceste ali bilo kaj podobnega. Torej, to je v preteklosti nekako bilo, ampak službe, katere so bile za to odgovorne, tega najverjetneje niso vpisale v zemljiško knjigo. Parcela se je predala zasebnemu lastniku in se dogaja trenutno tudi, da je cirka 20-30 kvadratnih metrov, če še ne več zemljišča, pravzaprav pokopališča v zasebni lasti. Zakaj je to pomembno? Zato, ker je zdaj ta del cestišča bil predmet tega prekategorizacije. Apeliram na pristojne službe, da čim prej po zelo kratkem postopku speljajo tudi pogovore z lastnikom, novim lastnikom tega zemljišča in nekako zagotovijo normalen dostop do pokopališča občanom in da se tudi ta cesta seveda vpiše ali vriše ali prekategorizira v javno pot. Seveda je potrebno zemljišče najverjetneje zdaj odkupiti od zasebnega lastnika. Kar je pa še najbolj pomembno, pa po tem zemljišču poteka razbremenilni jarek za meteorno vodo. To je ta pameten oziroma čuden jarek, kjer je poteka skozi naselje Černelovci, okrog katerega je bilo ogromno nekih stvari in pa potreb pri gradnjah in tako naprej. Seveda ta jarek ne služi več nobenemu namenu, v taki situaciji seveda trenutno nismo bili deležni nekih večjih padavin, da bi dejansko poplavljalo, ampak tudi z tega vidika je potrebno rešiti to zadevo, da se tudi ta meteorno odvajanje dejansko uredi z to cesto in pa s to kategorizacijo. Hvala. Hvala. Še kdo želi razpravljati? Ne, potem zaključujem razpravo. Zdaj, gospod Forjanič, to razumem kot predlog, da se naj to v bodoče potem uredi, ne? To je bil predlog moj na odboru, samo sem Ja, dobro. Ampak ne v smislu tega, da ne bi sprejemali odlok, ampak kot predlog, da se naj to v bodoče uredi. Dobro, hvala lepa. Dobro, potem dajem na glasovanje naslednji predlog sklepov. Prvič, Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota v prvi obravnavi. Ugotavljamo navzočnost. Počakamo malo. Robi.
Torej, na glasovanje dajem naslednje predloge sklepov. Prvič, Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota v prvi obravnavi. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 23 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 21 svetnic in svetnikov, nihče proti. Predlog številka 2, ker ugotavljam, da na predlog odloka v prvi obravnavi niso bile podane bistvene vsebinske pripombe in bi bilo besedilo predloga odloka v drugi obravnavi enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, predlagam, da Mestni svet sprejme predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka združita na podlagi 78. člena poslovnika. Ugotavljamo navzočnost. Izvolite. Izvolite. Zdaj, če sem jaz prav razumel, smo mi glasovali o, jaz sem sicer dvignil roko, ampak me niste videli, glasovali o sprejemu odloka v prvi obravnavi. Jaz sem pričakoval, da bo predlog sklepa takšen, kot je vsebina odloka, s tem dopolnilom, da se pa občinska uprava zaveže, da bo za ta sporni del se zavezala, da uredi služnost. Saj sem vprašal gospoda Forjaniča, če je to pripomba na sam odlok ali samo predlog in je to potrdil, da ja. Potem pa dajte predlog sklepa, kako želite, ko bo formuliran. Ampak v drugi obravnavi se odlok sprejme, če ni bistvenih pripomb v prvi obravnavi. To pa zdaj postopkovno ni pravilno, ne? Izvolite, gospod Forjanič. Postopkovno to ne bo šlo tako, zato sem vprašal ravno gospoda Forjaniča, da in to lahko gre tudi v zapisnik, da bo občinska uprava izpeljala te postopke. Jaz se opravičujem, ker sem mogoče malo prehitro prišel, ker bi najverjetneje v drugi obravnavi prišel tudi predlog tega sklepa, ampak če ne gre drugače, predlagam pauzo, pa se da z amandmajem vložiti do druge obravnave, če je potrebno. Formalno ne vem, če bo to možno. Na? Formalno to ne gre. Glejte, odlok je bil v prvi obravnavi sprejet in zato sem vas vprašal, če imate kakšen predlog spremembe odloka v prvi obravnavi ali pa je to samo kot predlog občinski upravi, da to stori. No, jaz moram priznati, ker sem bil zbegan, zato ker je pač predsednik odbora prejšel 2 sklepa, znam pa, ko so bili 3, ne? In zato sem jaz se prijavil v razpravo in dobro. Jaz mislim, da sem jasno vas vprašal, kaj želite. Lahko dodamo v zapisnik, da občinska uprava mora to preučiti in izpeljati ta vaš predlog, ampak ne morem pa zdaj vsebinsko spreminjati odloka, ker je bil sprejet v prvi obravnavi. Zaradi česa, drago? Zaradi česa? Dodatno ne moremo sprejemati, drago, nič, ker je v prvi obravnavi bil takšen odlok sprejet. Pa prosim vas, spoštujmo vsaj to osnovno proceduralno formacijo. Zdaj, če gledamo čist postopkovno, ne, mi smo sprejeli, se pravi, odlok v prvi obravnavi in prehajamo v fazo 2. Se pravi, obravnavamo in odločali bomo o odloku v drugi obravnavi. Se pravi, smo prišli v polje amandmajev. In če želimo spremeniti, tako kot je gospod Peterjan predlagal, potem seveda zberite podpise predlagatelja amandmaje in potem vključimo in o tem glasujemo. Tako bi bila tudi normalna procedura. Ena rešitev bi pa bila, ko sprejmemo ta odlok tudi v drugi obravnavi, pa mogoče v drugi obravnavi še dodaten neki sklep, kjer zavežemo mestno upravo, da pač v nekem doglednem času to zadevo uredi. Moje mnenje je, da je proceduralno to napačno. Še enkrat ponavljam, v
tam pri sklepu v prvi obravnavi sem jaz že vprašal gospoda Forjaniča in lahko gre v zapisnik, da se občinska uprava zavezuje, da bo v nadaljevanju te postopke izpeljala. Drugače ne moremo, ker potem pač ta druga obravnava se potem preloži, če bomo to zdaj amandmaje delali. Formalno je, zdaj več to ni mogoče, ne? Zdaj, če predlagajo ta sklep, ka se samo prvi in pa pač predlagajo v drugi obravnavi. Se strinjate, gospod Forjanič, v zapisnik bo šlo, da se občinska uprava zavezuje ta postopek, ki ste ga vi predlagali v sklopu obravnave, da se to mora potem naknadno izpeljati. Ok, v redu, hvala. Ker to se slušite prvi in drugi obravnavi, če se ne strinjajo, samo prva obravnava. Ker ugotavljam, da na predlog odloka v prvi obravnavi niso bile podane bistvene vsebinske pripombe, bomo pa upoštevali to, kar je gospod Forjanič predlagal in bi bilo besedilo predloga odloka v drugi obravnavi enako besedilo predloga odloka v prvi obravnavi, ker namreč ta sprememba ne vpliva potem, ne, ker je potrebno postopke izpeljati. Predlagam, da mestni svet sprejme predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka združita na podlagi 78. člena poslovnika. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 23 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 20 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. In tretjič, mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odlokov o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota v drugi obravnavi. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 22 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 19 svetnic in svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Še enkrat pa ponavljam, da gre ta predlog sklepa gospoda Forjaniča v zapisnik in da se občinski upravi naloži izpeljava teh postopkov. Prehajamo k točki 5. Predlog sklepa o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice z področja kulture. Gradivo je bilo svetnikom posredovano s sklicem seje, obrazložitev bo podala Darja Potočnik, višja svetovalka za področje kulture in turizma. Izvolite. Dober dan, lepo pozdravljeni. Z gradivom na današnjo sejo mestnega sveta vam je bilo posredovan tudi predlog sklepa o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za prejšnje leto, torej za leto 2021. Za sprejem sklepa o podaji soglasja so pravni temelji predpisi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, potem uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju v povezavi s smiselno uporabo pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava z področja kulture. V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju so javni uslužbenci lahko upravičeni do redne delovne uspešnosti, delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega in delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Torej, danes govorimo o redni delovni uspešnosti, tudi direktorji so namreč javni uslužbenci. Postopek ugotavljanja redne delovne uspešnosti direktorjev z področja kulture za leto 2021 se izvaja za skladno s pravilnikom o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb. Pravilnik namreč določa, da del plače za redno delovno uspešnost lahko letno znaša največ 2 osnovni mesečni plači direktorja, dvakratnik osnovne plače pa se mu lahko izplača le, če ta hkrati ne presega obsega sredstev, ki se lahko nameni za izplačilo.
Za redno delovno uspešnost se lahko nameni najmanj 2% oziroma, če so za to izpolnjeni vsi pogoji, do največ 5% njihove letne osnovne plače. Redna delovna uspešnost za leto 2021 se obračuna in izplača za obdobje od 1.1. do 31.12.2021. O višini dela plače za redno delovno uspešnost odloča organ, pristojen za imenovanje direktora, torej svet zavoda, pri tem pa si mora pridobiti soglasje ustanovitelja in soustanovitelja. Občinska uprava je za strani sveta zavoda prijela vlogo za izdajo soglasja soustanovitelja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost. Pri knjižnici sta namreč ustanoviteljici dve, torej naša občina in tudi občina Beltinci. Občina Beltinci še ni podala soglasja. Svet pokrajinske in študijske knjižnice je na svoji 12. seji dne 23. septembra letos ugotavljal oziroma ocenil direktorico skladno z merili navedenim v prej navedenem pravilniku ter ugotovil, da je direktorica dosegla 80,8% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za redno delovno uspešnost ter sprejel sklep, da se za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorici nameni 4,04% osnovne plače. Po sprejetju sklepa je svet zavoda poslal to gradivo nam v soglasje in zaprosil za podajo soglasja mestni svet Mestne občine Murska Sobota. Finančne posledice so za izplačilo tega so predvidene v finančnem planu knjižnice in ne bremenijo proračuna Mestne občine Murska Sobota. In da zaključim, mestnemu svetu predlagamo, da sprejme predlog sklepa o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za leto 2021. Hvala. Hvala za podano obrazložitev. Stališče odbora za družbene dejavnosti bi podal Zoran Kos, predsednik odbora. Lepo pozdravljeni. Hvala za besedo seveda najprej, predsedujoči. Pozdravljene svetnice, svetniki, gledalke, gledalci, ki bodo sejo gledali kasneje. Odbor za družbene dejavnosti se je na 27. seji dne 10. oktobra sestal in obravnaval to tematiko in prišel do naslednje ugotovitve, da predlaga sklep o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice z področja kulture. Po obravnavi in mogoče izmenjavi mnenj smo prišli do naslednjega oblikovanja sklepa, ki ga bom sedaj v bistvu prebral. Odbor za družbene dejavnosti predlaga mestnemu svetu, da sprejme predlog sklepa o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za leto 2021. Od 6 navzočih članov sta 2 glasovala za, nič jih ni glasovalo proti in 4 so se vzdržali. To je bilo dejansko mnenje našega odbora. Hvala. Hvala za stališče odbora. Sledijo stališča svetniških skupin. Izvolite, gospod Slavic. Sem držam povedati stališče svoje stranke, neodvisne stranke Pomurja, do tovrstnih izplačil, ki smo jih obravnavali zdaj v zadnjem času že kar precej. Ne glede na zakonodajo je naše mnenje takšno, da ne glede na obseg posla, direktor javnega zavoda mora svoje delo upravljati uspešno ali ga pa ne more več upravljati. In te cirkusarije za temi procenti in mi nihče razloži, zdaj kako priti do 80 pa nekaj procentov, da je bilo uspešno ali pa bilo 60% uspešno, ne govorim zdaj samo v tem primeru, mislim, da to ne ločijo nikamor. Zelo prav ima eden od naših kolegov, ki je rekel, da se to navadno potem zaključi z zakupljenimi
glasovi. In mi seveda pri takšni zadevi sodelovali ne bomo. Kar se pa tiče študijske knjižnice, pa predno glasujete, verjetno ste vsi slišali, kako tam stvari stojijo. In če to lahko potem ocenjujemo z uspešnim, potem mislim, da je z nami nekaj fejst narobe. Hvala lepa. Hvala. Še stališča svetniških skupin. Izvolite, gospod Petrijan. Ja, hvala lepa za dano besedo. Zdaj, če sem dobro poslušal, smo na svetniški skupini obravnavali tematiko iz odbora in sicer menimo, da vkolikor je od 6 prisotnih sta se opredelila v glasovanju samo 2, da ni podan predlog o podaji soglasja mestnemu svetu. To je naše mnenje. Hvala. Jaz samo malo, če povem odgovor, to ni res, ker tisti, ki so se zadržali, niso glasovali, ne? Od ostalih pa je večina bila opredeljena, sklepčni so bili in to smo že večkrat imeli to vprašanje na odborih in je sklep izglasovan. Lahko tudi potrdi kdo iz občinske uprave. Dobro, še stališča svetniških skupin? Ne vidim in zapiram razpravo o stališču svetniških skupin ter odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne vidim prijavljenih, zato zaključujem razpravo. In dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejme predlog sklepa o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za leto 2021. Ugotavljamo navzočnost. Navzočnost je priglasilo 23 svetnic in svetnikov. Glasovanje poteka. Za sprejem sklepa je glasovalo 8 svetnic in svetnikov proti 11. Ugotavljam, da sklep ni bil sprejet. Prehajamo k točki 6. Izvolitev predstavnikov Mestne občine Murska Sobota v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije. Pod A in pod B določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije. Gradivo ste svetniki prejeli pred pričetkom seje. Obrazložitev bo podal Drago Ružič, vodja sekretarijata za splošne zadeve. Hvala za besedo, predsedujoči, spoštovane svetnice in svetnike, lep pozdrav tudi z moje strani. Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije je razpisala splošne volitve v Državni svet, ki bodo 23. novembra letošnjega leta. Na podlagi zakona o Državnem svetu in pa sklepom Državne volilne komisije Mestni svet Mestne občine Murska Sobota izvoli v volilno telo za volitve člana Državnega sveta, tako imenovane elektorje, 4 predstavnike ter lahko določi enega kandidata za člana Državnega sveta. Na podlagi pravil za izvolitev predstavnikov Mestne občine Murska Sobota v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta lahko kandidate za predstavnike predlaga skupina najmanj 3 članov Mestnega sveta. Vsaka skupina lahko predlaga največ toliko kandidatov, kot se jih izvoli, se pravi 4. Skupina najmanj 3 članov Mestnega sveta lahko predlaga seveda tudi potem enega kandidata za člana Državnega sveta. Na poziv podžupana v začasni funkciji župana, ki ste ga prejeli vsi svetniki, je bilo v tem odprtem roku do 16. septembra vloženi, se pravi na podlagi 2 skupin vaš svetnikov, 2 predloga kandidatov. Tako da, če ste pogledali danes ta predlog kandidatov, imamo za elektorje 6 kandidatov in potem imamo potem tudi eno kandidatko za člano Državnega sveta. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja
tako kot sem že povedal, je prejelo teh 6 predlogov kandidatov za predstavnike elektorje in potem tudi za določitev enega kandidata za državni svet. Komisija je ugotovila, da so bile kandidature vložene pravčasno in pa ugotovila zakonitost teh kandidatur in jih je v skladu z pravili razvrstila po abecednem vrstnem redu, v katerem vidite tudi potem označbo predlagatelja in pa kandidate. Volitve se izvedejo z tajnim glasovanjem, zato predlagam predsedujoči, da imenujete komisijo, ki te volitve opravi in izvolimo 4 elektorje in pa določimo kandidata za državni svet. Hvala lepa. Se pravi, pojasnilo o načinu tajnega glasovanja v skladu z 48. členom poslovnika mestnega sveta se tajno glasuje z glasovnicami. Tajno glasovanje vodi in izid ugotavlja 3-članska komisija, ki jo vodim predsedujoči, če jaz tako razumem prav. 2 člana določi mestni svet na predlog predsedujočega. Administrativno-tehnično opravilo v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja zato pooblaščeni delavec mestne uprave. Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je članov sveta, ker ima pravico do glasovanja 25 mestnih svetnic in svetnikov, namreč jaz ne smem glasovati, se natisne 25 glasovnic. Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporablja mestni svet. Komisija vroči glasovnice članom mestnega sveta in sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se v prostoru, ki je določen za glasovanje in v katerem je zagotovljena tajnost glasovanja. Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje. Za volitve predstavnikov mestne občine Murska Sobota v volilno telo za volitve člana državnega sveta se glasuje tako, da se obkroži zaporedno število pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi glasovati, in največ toliko zaporednih številk, koliko kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati. Se pravi, to je 4. Največ 4 kandidate obkrožite, drugače je glasovnica neveljavna. Lahko manj obkrožite, ampak največ pa 4. Ko član mestnega sveta izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico. Za kandidata za člana državnega sveta se glasuje tako, da se obkroži zaporedna številka pred njegovim imenom. Ko član mestnega sveta izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico. V skladu s 49. členom poslovnika, ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja. O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje. Torej, predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid glasovanja na seji sveta. Na podlagi 48. člena poslovnika mestnega sveta predlagam mestnemu svetu, da pri izvedbi tajnega glasovanja kot člana komisije sodelujeta. Zdaj pa jaz bom prvo kar vprašal, če se mogoče 2 člana te komisije javita. Vlasta Veren. Aha, pardon. Daniela Merec. Lahko. Bojan, nekdo z vaše skupine? Ne vem. Tisti, ki kandidira, ne sme biti v komisiji. Bojan Petrijan. Dobro. Se pravi Daniela Merec. Bojan Petrijan. Torej, v komisijo za izvedbo tajnega glasovanja, predlog sklepa, v komisijo za izvedbo tajnega glasovanja se poleg predsedujočega Zorana Hoblaja imenujeta Daniela Merec in Bojan Petrijan. Ugotavljamo navzočnost. Prisotnih je 22 svetnic in svetnikov, glasovanje poteka.
Za sprejem sklepa je glasovalo 20 svetnikov, nihče proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Tak, zdaj pa odredimo odmor. Zdaj pa kličete ju, pa boste pač prevzamete glasovnice, vi bi jih klicali, oni vata jim dala in se prej podpišejo, vsi nas ne bo označevala. Dobro, te pa prosim, da Daniela Mörec in gospod Bojan Petrijan prideta sem in prevzameta glasovnice, ki jih bosta vročala članom mestnega sveta. Iz seznama bom pa klical, samo malo prosim, da bo vse razumno, da bomo dobro razumeli postopek. Iz seznama bom klical člane mestnega sveta, ki jim bosta člana komisije delila glasovnice. V seznamu se bo pri vsakem članu mestnega sveta, ki je prejel glasovnico, to označilo. Člani mestnega sveta se v prevzemu glasovnice podpišajo na seznam svetnikov. Ko član mestnega sveta izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico. Mislim, da je vse razumljivo. Klical bom svetnike posamezno po imeni in prosim, da potem nadaljujemo sejo ob 15:10 uri. Hkrati se opravičujem, hoteli smo vse preveriti, da je vse prav. Ugotavljamo navzočnost, prosim, da se prijavite svojo glasovalno napravo. Prisotnih je 22 svetnic in svetnikov, tako da ugotavljam, da smo sklepčni. Podajam poročilo o izidu tajnega glasovanja. Mestni svet Mestne občine Murska Sobota šteje 26 članov, na seji je bilo navzočih 23 svetnikov. Pravico do glasovanja je imelo 25 mestnih svetnic in svetnikov, ker sam kot podžupan nimam pravice do glasovanja. V skladu z 49 členom poslovnika mestnega sveta je komisija ugotovila naslednji izid glasovanja. Pota volitve predstavnikov elektorjev. Razdeljenih je bilo 23 glasovnic, oddano je bilo 23 glasovnic, neveljavno je bilo nič glasovnic in veljavnih je bilo 23 glasovnic. Na podlagi 7. člena pravil so za predstavnike v volilno... Prosim? Koliko glasov je posameznih kandidatov? Aha, za vse? Aha, se opravičujem, bom prebral, koliko je dobil vsak posamezni kandidat. Posamezni predlagani kandidati za predstavnike elektorjev so dobili naslednje število glasov. Dr. Miran Forjanič 14 glasov, magister Marjan Gojč 14 glasov, Nada Kuhar 11 glasov, Darko Rudaš 13 glasov, Bernard Karužič 12 glasov in Vlasta Veren 9 glasov. Na podlagi 7. člena pravil so za predstavnike v volilno telo 11. volilne enote izvoljeni Miran Forjanič, Marjan Gujt, Darko Rudaš in Bernard Karužič. Pod B. Določitev kandidata za člana državnega sveta. Razdeljenih je bilo 23 glasovnic, oddanih je bilo 23 glasovnic, neveljavnih je bilo 12 glasovnic, veljavnih pa 11. Predlagana kandidatka za članico sveta je dobila naslednje število glasov in sicer Jasmina Opec Vrš 11 glasov. Na podlagi določ 8. člena pravil je bila za kandidatko za članico državnega sveta izvoljena Jasmina Opec Vrš. Pojasnilo, tukaj je dovolj tudi, če bi bil oddan en glas, ker imamo v pravilniku navedeno, da dobi pač tisti kandidat, ki prejme največje število glasov. Dobro, to je to, nemamo več tu nič, ne? Dobro, prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je predlogi in pobude članov mestnega sveta. Izvolite, gospod Šadl pa gospod Kos. Hvala za besedo. Jaz tokrat ne bom predlagal in ne bom grajal, ampak bom izkoristil to priložnost, oziroma to, da je to naša zadnja seja, da se vsem občankam in občanom, ki so pred 4 leti prepoznali v Slavici Meglič in mojem imenu zaupanja vredna kandidata in so naj izvolili v mestni svet, zahvalim za njihove glasove.
Ob tej priložnosti bi se zahvalil tudi vsem tistim, ki so z nama znali in korektno sodelovali. Vsem želim seveda še naprej uspešno delo, občankam in občanom pa čez mesec in nekaj dni želim trezno, pametno in res preudarno odločitev, preden bojo svinčnikom obkrožili glasovne lističe, ker od tega bo odvisno, kako in kje bomo živeli. Hvala. Gospod Zoran Kos. Hvala za besedo. Gospod Jože me je malo presenetil, se pravi rekel hvala, se pridružujem njegovi zahvali. Tudi sam se zahvaljujem vsem, ki so prepoznali mene, Zorana Kosa in so me s preferenčnimi glasovi potisnili na prvo mesto in sem postal mestni svetnik. Seveda bo pomembno, kako boste glasovali tudi sedaj. Na koncu se upravičujem mestni upravi, vkolikor je bilo karkoli malo bolj ostrega rečenega, ampak to je samo dobrobit za našo mestno občino. Moram pa tudi izreči veliko zahvalo mestni upravi, saj je 7.10.2022 v petek pomagala pravočasno oddati prijavo za fundacijo za šport, za kandidaturo, za kandidatko, ki upamo, da bo uspešna. Hvala tudi predsedujočemu, ki je pomagal, prav tako gospod Drago Ružič, prav tako gospa Nataša in hišnik Igor, da se ne bom karkoli zmotil. In zadeva je morala biti vdana do polnoči, mi smo to vdali po noči malo pred 10. uro. Tako da to je nadstandard, ki ga lahko samo občudujemo in pohvalimo, da smo vsi prišli v prostem času in to tudi naredili. Lepa hvala. Sedaj bi mogoče samo še spomnil, da vse tiste, ki bodo izvoljeni, mestno pravo pa tako ali tako po službenih dolžnostih čaka energetska sanacija osnovne šole 3, osnovne šole 4, parkirišč za varno pot mladih. Zahvaljujem se pa tudi dejstvu, da se je cesta dovozna mimo gostilne Car razširila in je sedaj bolj varno. To smo se 4 leta borili. Hvala, gospod Rola, z vašo ekipo. V bodoče bi tudi želel, da se mestni park v Murski Soboti uredi z asfaltiranimi stezami, da bodo tudi mlade mamice, mladi ljudje in tudi starejši z vozički lažje prehajali, da se bodo lažje sprehajali skozi naš park, ki je še zmeraj zelo lep. Prav tako pa želim, da se naš Ekspano poveže z sodobnimi cestami, da bodo ljudje, ki prihajajo tja in bodo v večjih množicah prihajali, želim si, da se bodo ceste popravile in pripravile tako, da bodo zgled našemu mestu. Lepa hvala, verjamem, da smo sodelovali v redu, nikoli ni idealno, ampak sodeloval sem korektno in pošteno. Hvala. Bernard Karužič, potem Danijela Mrec. Sem koga prozor, ko se je še javil? Spoštovani, torej, ker je to res zadnja seja mestnega sveta, danes torej tudi moja misel ob zaključku, torej poti, ki sem jih skozi to življenjsko obdobje prehodila, se z leti vedno bolj odmikajo, izkušnje, ki sem jih pa na teh poteh pridobila, so pa vedno bolj sveže. In ena izmed teh poti in izkušenj je prav gotovo tudi ta mestni svet in prepričana sem, da mi bodo te izkušnje tudi v prihodnje v veliko korist in da sem s temi izkušnjami tudi nekoliko drugačen človek, kot sem bila prej, bogatejša. In hvala vsem, da sem lahko v tej zgodbi sodelovala. Hvala. Hvala. Gospa Danijela Mrec. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem. Jaz bi imela dve vprašanji, na katera so se name obrnili občani, in sicer v zvezi z, kaj se dogaja na področju gradnje severne obvoznice. Torej, čeprav je to naša zadnja seja, pa vseeno bomo potem dobili odgovore. Samo malo, gospa Mrec, se opravičujem, verjetno je bilo mišljeno vzhodne obvoznice. Oziroma vzhodne obvoznice, ja, se opravičujem. Vzhodne obvoznice. Kako daleč stvari stojijo in kdaj bo pravzaprav začetek tega.
in pa z rekonstrukcijo Gregorčičeve ulice. Torej tukaj opažamo meščani, da nekako stvari ne grejo tako, kot bi morale, namreč nekaj se zakoplje, potem se odkoplje, nekaj se zasfaltira, se ponovno stvari dogajajo, ne vemo, kaj se pravzaprav dogaja. In pa, če je bilo nekaj narobe splanirano v tej ulici, da se stvar podaljšuje oziroma torej, da je nekdo kriv za to, kdo bo odgovoren tudi finančno, da se stvari zapletajo in da bo gradnja trajala tudi dalj časa. Hvala lepa. In seveda, jaz se tudi sama zahvaljujem za zaupanje in sodelovanje in želim, da bo naslednji svet mestne občine seveda deloval vsaj tako uspešno, kot je bil tokrat v tem mandatu. Hvala lepa. Hvala. Še želi kdo? Izvolite, gospod Slavic, pa potem gospa Meglič, se opravičujem. Tudi sam sem imel sicer 2-3 resne zadeve, mogoče malo težje, pa vendarle vidim, da se zadeva razvija v neko drugo smer in bi bilo seveda neprimerno, da s tem prihajam. In tako kot vsi ostali, vsem vam pa tudi predvsem vsem občankam in občanom se zahvaljujem za to, da smo imeli možnost jih tu zastopati. Pa mislim, da je prav, da smo mogoče malo tudi samokritični in da se jim seveda ob koncu mandata v nekem smislu tudi malo opravičimo za vse tisto, kar so od nas mogoče pričakovali, pa niso doživeli. In sigurno, da je kar nekaj takih stvari, tako da seveda upamo, da nam bodo to oprostili, komu in kako bodo oprostili, bodo pokazali pa na volitvah. Hvala lepa. Hvala. Še želi kdo? Gospa Meglič, pa potem... Ne? Aha, dobro. Gospod Petrijan. Hvala lepa. Spoštovane in spoštovani, hvala lepa vsem, da smo lahko soustvarjali naše skupno poslanstvo in verjamem, da ob bilo kakšni priložnosti bomo rekli še kaj. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Gospod Mišič. Lep pozdrav svetnicam, svetnikom, poslušalcem, ki bodo to gledali. Hvala volivcem in volivkam, ki so mi zaupali 3 mandate, 3. končujem. Upam, da sem bil v redu in da sem s to energijo, ki sem jo uspel dati temu mestnemu svetu in tej občini, dobro upravil. Hvala. Hvala. Še kdo želi spregovoriti? Potem bi samo mogoče te 2 pobude, glede gradnje shodne obvoznice, mogoče kdo iz občinske uprave, ker je direktorica sicer odsotna, bomo potem v pisni obliki. Kar se tiče Gregorčičeva, jaz nimam podatka, da bi karkoli šlo narobe. Tudi v rokih se izvaja, tako da bomo pa vprašali, če se karkoli dogaja, pa bomo potem podali odgovor. Tako potem zaključujem 7. točko dnevnega reda in prehajamo k 8. točki. Predlogi in pobude podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana. Enako bom storil tudi sam kot vi, da se vam zahvalim za vaše 4-letno delo v tem mandatu. Seveda si nikoli ne bomo 100% enakih mnenj in pa stališč. Prav je, da se na mestnem svetu izražajo različna mnenja, vsak pač pove svoje, ampak na koncu koncev mislim, da se vsi lahko ozremo nazaj in povemo, da se je v tem mandatu naredilo kar veliko. Jaz vam želim vsem tistim, ki boste kandidirali na volitvah, obilo uspeha, se pravi tako vsi tisti, ki boste šli na volitve v četrtne skupnosti oziroma na volitve za člana mestnega sveta ali pa na volitve za župana.
Upam, da bo občina šla še naprej v smeri razvoja, kajti na koncu koncev je to dobrobit vseh nas občanov te mestne občine Murska Sobota. Še enkrat hvala lepa in ob 15:24 ure zaključujem sejo mestnega sveta. Obenem vas pa prosim, da malo